tako številčno udeležbo nazadnje dokazujete, za kako pomemben projekt za Celje gre. Moram reči, da sem prijetno presenečen. 15 let upravljam župansko funkcijo, ampak se ne spominjam niti enega projekta, niti ene javne predstavitve, ki bi bila deležna tako številčne udeležbe. Celje je mesto, ki je zraslo na sotočju dveh rek, Savinje, Rogline in Hudinje, in se praktično skozi vso svojo zgodovino sooča tudi s poplavami. Zgodovina oziroma zgodovinski viri beležijo veliko poplavo v prvem stoletju, pa okoli leta 230, ko je šlo pravzaprav za naravno katastrofo, poplavo izjemno velikega obsega. To je bilo takrat, ko je Savinja spremenila svoj tok. Verjetno kdo ne ve, da je včasih tekla Savinja severno od mesta, v tisti veliki poplavi je spremenila svojo strugo in teče, in takrat dalje teče tam, ker teče še danes, tem, da je takrat tudi ta južni del mesta zaradi poplave praktično propadel. Verjetno si vas je veliko ogledalo tudi razstavo v zgodovinskem arhivu, ki je bila, mislim, da 2 ali 3 leta nazaj, z naslovom Živeti s poplavami, mislim, da je nekaj takega bil naslov, je prikazovala zgodovino mesta skozi poplave v teh zadnjih stoletjih. Mene je še posebej ostalo spomino, da smo recimo v 30 letih prejšnjega stoletja doživljali v mestu praktično vsako leto eno ali celo več poplav. In to bil verjetno razlog, da so se naši predniki, oziroma tisti, ki so takrat o tem odločali, se odločili in rodili regulacije vodotoka, ne samo Savinja, dela Rogline in Hudinje. V zavesti današnjih generacij Celjanov so verjetno bolj poplave od leta 90 dalje. Tista prva leta 90, ki je bila uničujoča in katastrofalna, je relativno hitro šla v pozabo. Verjetno tudi zaradi tega, ki smo leta 1991 vodili svojo državo, smo se nekako ukvarjali z zgodovinsko pomembnejšimi stvarmi za Slovence, pa tudi se Celje s poplavami, tako da interes javnosti, predvsem pa odgovornih strokovne javnosti, zelo hitro pada z vsakim dnem, ki mine od poplave. Enako uničujoča je bila seveda poplava leta 1998, pa potem še tista leta 2007, ampak leta 1998, ko smo vendarle ugotovili, da poplava iz leta 90 ne pomeni 200 ali 300 letne vode, če se ponovi že po 8 letih, potem zopet po 9 letih, smo v mestu začeli zelo intenzivno razmišljati, kako to problematiko urediti. Predvsem z našimi pritiski in apeli na državo, da vendarle naj začne bolj sistematično in celovito urejati vodotoke. Mi smo v letu 1999 iz občinskega proračuna, če pa bila takrat to pristojnost države, plačali recimo čiščenje nanosov v strugi Savinje, ki niso bili čiščeni, jaz mislim, da 40-50 let. Jaz živim tam blizu, za grado, in moram reči, da se ne spomnim, praktično nisem vedel, da je Savinja sploh tako daleč regulirana od Poruške naprej do Košnice, še malce dlje. Naslednja poplava, takrat smo se na podlagi velike škode, ki je nastala v mestu, kako na javni infrastrukturi, na objektih, na zemljiščih, v tem mislim objekte, tako v javni kot zasebni lasti, in na podlagi dejstva in izračuna nekaterih strokovnjakov, da je za takšno katastrofo ne še sicer naravni pojav, če vzdržuješ vodotoke, krivda tudi na vzdrževalcev, določenih držav, ta postopek še ni končan. Leta 2007, v tisti poplavi, smo potem zopet v komunikaciji z ministrstvom apelirali, naj se vendarle nekaj uredi. Moram povedati, moram skočiti še malo nazaj,
po poplavi leta 1999 se je država odločila, da bo naredila državni lokacijski načrt za suhe zadrževanje Krkoviče Selinje. Torej, projekt priprave dokumentacije, predvsem v prvi fazi umeščanja objektov v prostor, v drugi fazi pa izdelava projektne dokumentacije, ki poteka že praktično 12 let, pa še v teh 12 letih še vedno državni lokacijski načrt ni sprejet. No, leta 2007 nam je pogovori s ministrstvom bilo rečeno, da lahko tudi lokalne skupnosti same naredijo kaj za poplavno varnost, čeprav so po zakonu o vodah tukaj izključni pristojnosti države. Mi smo takrat naročili pri Hidrosvet idejne zasnove ureditve vodotoka Savinje na območju mestne občine Celje in pa enak dokument za vodotoka Ljubljana in Podinja na območju mestne občine Celje. Ta dva dokumenta sta predlagala nekako neko izhodišče za tisto dokumentacijo, ki je mestna občina pripravila kasneje na podlagi dogovora oziroma pogodbe, ki smo jo z ministrstvom za okolje in prostor, kot se je takrat imenovalo Sloveniji v letu 2008. Da sem še danes izjemno hvaležen takratnemu ministru, Janu Zahodovniku, ki je razumel naše želje in težnje in sklepno. Mi smo se v tej pogodbi zavezali, da bomo to dokumentacijo pripravili na svoje stroške, čeprav, kot že rečeno, to pravzaprav morala narediti država na svoje stroške, ampak smo vedeli prvič, da je v tej finančni perspektivi za Slovenijo na voljo dovolj kohezijskih sredstev, mislim, da je bilo okoli 80 milijonov, da je veliko vprašanje, če bo ministrstvo zaradi kadrovske, zlasti tega sektora, ki se ukvarja z vodami kadrovske podhranjenosti in še kakšnih drugih razlogov, lahko v relativno kratkem času pripravili dokumentacijo in smo se odločili, da to naredimo mi na svoje stroške v imenu države. Sem zelo hvaležen mestnim svetnicam in svetnikom takratnega mestnega sveta v obdobju 2006-2010, ki so soglasno sprejeli takšno odločitev, da del občinskega denarja namenimo za ta projekt. V letih 2009 in 2010 se je pripravila ta dokumentacija, kasneje je potekalo tako, kot je že gospod Mučič povedal, do tistega za nas, rekel, srečnega zaključka lanskega aprila, 12. aprila, dan po občinskem prazniku, ko je takratni minister Franc Bogovič podpisal pogodbo z izvajalcem del. Mestna občina je ves čas sodelovala pri vseh teh aktivnostih, ki smo določili koordinatorja z naše strani, delo je upravljal in še upravlja gospod Roman Kramer. Ne zato, ker bi rekli zdaj za pripravo dokumentacije in nazadnje za del je naša vloga nekako končana, izčrpana, ampak dela so bila izdana v tej fazi, da je bilo potrebno še detaljno sprojektirati nekatere protipoplavne rešitve in praktično vsi protipoplavni ukrepi se izvajajo na izjemno občutljivem urbanem območju. Če gremo z južne strani, so ureditve na območju Polul praktično pomeni tudi pot mesto z juga, pa potem Savinsko nabrežje, vključno z mestnim parkom, območje Špice, vse tja do Visečega mostu in enako velja seveda tudi za ostale vodotoke, kjer bodo dela potekala. Naša želja na nek način zahteva je ves čas bila, da se ne zgradijo zgolj neki betonski zidovi, ampak da so ti ukrepi ustrezno komponirani v obstoječi urbani prostor in mislim, da bomo v današnji predstavitvi vse to videli in da bomo s tem načinom zadovoljni. Vsi nikoli ne bomo. Zdaj se v tej priliki rad zahvalil vsem, ki sodelujete in ste sodelovali v tem projektu, ekipi Ministrstva za kmetijstvo in okolje, na čelu z gospodom Urošem Mučičem, ki je res odličen partner v tem projektu, iskrena hvala tudi projektantom, izvajalcem in nadzoru.
še enkrat zahvala mestnim svetnicam in svetnikom, da do prejšnjega stranjega sestava, ki nikoli niso pomislili, da tudi občina finančno ne bi podprla tega projekta, na kdo še posebej izpostavil gospoda Jožefa Bučerja, ki se je izjemno veliko angažiral za to, da danes to sedimo v tej dvorani. In pa seveda velika hvala vsem mojim sodelavkam in sodelavcem v teh letih na čelu z gospodom Romanom Kramerjem, ki je, kot že rečeno, koordinator tega projekta s strani mestne občine Celje. Vsaka gradnja pomeni tudi neko motno v okolju v času gradnje, zlasti v teh prihajajočih dnevih, tednih in mesecih, ko bo potekala pred Savinske nabrežje na območju Špice. Verjamem, da bo začela kaj nejevolje, ampak vas kljub vsemu prosim strpnosti, kajti rezultat po končani gradnji na Jurjevo Celje bistveno bolj poplavno varno, čeprav tisto pravo, neko 500-letno poplavno varno seveda pričakujemo in se bomo zadovoljili še z izgradnjo suhih zadrževalnikov v občini Savinje. Hvala lepa.